Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o tem, kaj je orgazem. No, to besedo ste zagotovo že slišali, kajti beseda je povezana z določenim intenzivnim doživetjem, energetskim izkustvom preko fizičnega telesa. Beseda orgazem je sestavni del spolnosti in veliko ljudi si želi doživeti orgazem kot neko tako zelo visoko čustvo oziroma občutje, ki smo ga zmožni doživeti v našem fizičnem telesu. Orgazem je občutek, je aktivacija določenih energij, ki jih začutimo, če se odločimo za izražanje skozi naše fizično telo, skozi spolnost. Med spolnostjo oziroma seksom partnerja težita k temu, da bi doživela ta občutek orgazma, neke vrste ekstaze. Ko te določen občutek preplavi, prevzame, sprosti, razširi, poživi, obogati. In marsikdo med spolnostjo ne doživi orgazma. Spolnost se seveda lahko prakticira samostojno, v obliki samozadovoljevanja oziroma masturbiranja, lahko pa se spolnost doživlja z enim ali več partnerjem. V vsakem primeru je spolnost fizična intimnost z našim fizičnim telesom, ko raziskujemo njegove občutke, ko z dotikom odkrivamo, kakšne vrste dotik našemu telesu godi, kakšna intenzivnost dotika, na katerem delu telesa, za koliko časa, kako hitro, kako močno, kakšni dotiki torej pašejo našemu fizičnemu telesu. Kakšni dotiki so za nas najbolj ugodni, prijetni. Spolnost je torej odkrivanje samega sebe, raziskovanje svojega fizičnega telesa, intimna komunikacija z našim fizičnim telesom. In zato se je potrebno vzeti čas, si izbrati neko primerno intimno okolje, kjer se počutimo varne, kjer imamo zavetje, in takrat se lahko v popolnosti razgalimo in se prepustimo odkrivanju skrivnosti dotika našega fizičnega telesa. In imamo določene tako imenovane erogene cone, območja na našem fizičnem telesu, ki so še posebej prijetni na dotik, in z premikanjem teh delov telesa potem pridemo do občutka orgazma.
Potrebno je torej naprej spoznati svoje fizično telo, kaj našemu telesu godi in se potem v skladu s tem izražati. Orgazem je torej v prvi vrsti stik nas samih z našim fizičnim telesom. Lahko pa seveda to spolnost izkušamo tudi z kakšnim partnerjem, z neko osebo, ki zaupamo in se predajamo njenim dotikom. Orgazmov pa je tudi več vrst, oziroma sta dve vrsti orgazma. Lahko si želimo orgazma zaradi tega, ker smo v toku dneva ali več preteklih dni absorbirali določene strese, živčnost, anksioznost in želimo nekako sprostiti te stvari. Takšen orgazem je potem samo neke vrste sprostitev, ko se ta energija razpusti, in temu rečemo tudi umski orgazem. Če pa se odločimo za spolnost na osnovi odločitve, da smo intimni zgolj za svojim fizičnim telesom, brez vpletanja kakršnihkoli spominskih vtisov iz preteklosti, ampak da smo z vso pozornostjo tukaj, v sedanjem trenutku, pozorni zgolj na fizične dotike, na fizične občutke našega fizičnega telesa, to pa je fizični orgazem. In ta fizični orgazem, če ga izkušamo, če to energijo, ki se naprej proizvede, če jo naprej še potenciramo, lahko doživimo tudi večkratni zaporedni orgazem in vsak občutek te orgazmične energije se potem krepi. Torej, drugi orgazem je še bolj intenzivnejši od prvega, tretji je še bolj intenzivni od drugega in tako naprej, dokler pač ustreza to našemu fizičnemu telesu. Priporočam torej, da raziščete svoje fizično telo, da postanete intimni z njim in da orgazem doživljate v smislu pristnega fizičnega orgazma. Energije so vsekakor zasvajajoče, zato je tudi priporočljivo, da se vse te stvari prakticira v zmernosti, da ne pride do kakšne zasvojenosti ali obsedenosti, ki se seveda zelo rada razvije, če masturbiramo z uporabo domišljije in raznega pornografskega materiala, kot so raznih revij ali pornografskih videoposnetkov. To vsekakor odsvetujem in priporočam, da doživljate spolnost izključno za svojim fizičnim telesom, brez uporabe kakršnekoli domišljije. Na ta način krepite zavedanje, da je spolnost in orgazem nekaj, kar je del vas, da potrebujete za doživljanje orgazma samo vaše lastno telo in nikogar drugega, in posledično ne potrebujete obsedenosti ali navezanosti na neko drugo osebo, da vam te občutke pričara. Za še dodatne poglobljene informacije za razumevanje orgazma, spolnosti in medsebojnih odnosov vam predlagam, da si pogledate dodatne povezave v opisu tega videoposnetka.
hvala lepa za posluh in nasvidenje.